190 glasov. Čutim eno veliko zadoščenje. To mi zdaj lahko verjamete na besedo, ne? Ampak v meni je en občutek radosti, da sem stranko, ki sem jo imel čas voditi 15 let, pripeljal na ta kongres, ki odpira novo poglavje. V teh 15 letih, in to moram povedati, so morali ljudje, ki so člani in simpatizerji te stranke, prenašati praktično revolucionarne preobrate, ki sem jih vnesel ne vedno zadovoljni, ne vedno z občutkom razumevanja. So pa eno stvar vedeli ves čas in mislim, da jo vejo tudi zdaj. Nikoli nisem delal za svojo korist, vedno sem stranko postavil pred svoje interese, tudi na tem kongresu je bilo tako. Da prepričam večino, vedel sem, da ta ne bo zelo velika in ko se je skazalo tudi Igorju, ni uspelo, da bi bila večja, morda je to dobro za prihodnost stranke, da bi nadaljevali s to zmerno politiko, da bi nadaljevali strpno politiko, da bi nadaljevali z glasom razuma, kjer bi tudi pri tej vladi, ki ni naša vlada, podprli tisto, kar je dobro in se postavili ostro proti temu, kar je slabo. Čustva v stranki, pri večini, ne pri vseh, so močna čustva, so čustva na nek način razočaranja, ker danes vlada uvaja ukrepe, ki jih je zavračala v času, ko smo jih predlagali mi in meni, da bi morali zdaj mi biti tisti, ki bi te ukrepe zavirali, zato da bi se maščevali. Jaz nisem tak človek, to ni moj karakter, ne političen, ne oseba. In mislim, da je prav, jaz v tem smislu mislim, da je prav, da je rezultat volitev za novega voditelja odrazil neko prevladujoče mnenje v stranki. To je mnenje, ki je mnenje za bolj radikalno, za manj strpno politiko do tega, kar počne vlada. Jaz pa mislim, da gre samo za vprašanje, kaj počne vlada, ampak tudi kako se bo v prihodnje spreminjala socialna demokracija. Vi se spomnite, da sem jaz prevzel stranko, kot sem rekel večkrat, ki ni bila kaj več kot politično krilo Zveze borcev, šel skozi travmatična obdobja sprememb pri spravi, bil na tem, da po enem letu zgubim zaupnico, šel spreminjati program pri tako občutljivih temah, kot je NATO, se zavzel za partnerstvo, za razvoj, vodil vlado v izjemno težkih pogojih. Mislim, da so bile to spremembe, ki so stranko praktično pripeljali do točke, ko ima izjemen potencial. Pravim, eden od razlogov, da imam zadoščenje, je, da zapuščam kongres v Kočevju, kongres stranke, ki ima izjemen potencial. Mi smo, če pogledate in kolikor verjamete, merjenjem politične priljubljenosti strank, pravzaprav edina stranka, ki priljubljenost po volitvah pridobiva. Danilo Türk je favorit na predsedniških volitvah, v tem trenutku tako kaže. Ali mislite, da ga lahko premagate? Da. S čim in kako? Poskušal bom našim ljudem povedati, da živimo v enem posebnem času, ki zahteva od predsednika vlade, od predsednika države, od predsednika parlamenta, vseh, ki so v politiki, eno zrelost, od predsednika države pa še posebno, da vidi, kaj je med vsemi temi faktorji tistega, kar jih združuje. In to, kar jih združuje,
mora navdahniti posebej močno. To se mi zdi v krizi, ko se težko prebijamo skozi ukrepe, ki niso priljubljeni, so pa neizogibno potrebni, nekaj kolosalno pomembnega. Torej, želim kot predsednik vseh ljudi posebej podpreti vse tisto, kar nas združuje, da bi imeli malo več poguma, malo več samozavesti, potem se bomo lažje poslali s težkimi vprašanji. In seveda sem zadovoljen, da je kongres prinesel pravzaprav veliko spremembo. Imamo novega predsednika, imamo tudi nove podpredsednike, tako da kongres je prinesel veliko novega in mislim, da je to eno pomembno pričakovanje za nadaljno delovanje stranke in seveda smo zaradi tega lahko zadovoljni. Nenazadnje smo se s tem mogoče tudi razbremenili nekaj pritiskov, ki so v zadnjem obdobju bili izjemno močni, tako da našega bivšega predsednika kot tudi na stranko.